Hvala lepa. Prosim, se ste sami nastavili. Hvala lepa za vabilo. Hvala za vabilo. Najprej vedeti, da občutek prihodna katastrofa mi bomo malo upravil, če se ga da. Tole so podatki za Podravsko regijo na nacionalnem preverjanju znanja z matematike in slovenščine in so zgore napisani rangi od 5 do 5, 6 do 10, 11. Torej, pri matematiki je ta regija na 11, 11, 11, 10, 10, 9 mestu, pri slovenščini 11, 10, 11, 11, 7, 9. Prav 2 leti zdaj se kaže na tendenci, da se regija nekoliko približuje pri odmika od skrajnosti. Ampak kakorkoli, seveda, če jaz gledam te range, zgleda stvar mogoče res še kar obutna. Ampak dobro je, da smo pozorni tudi na to, kakšen je odmik posameznih regij od povprečja. In nekaj, kar je zanimivo in za Slovenijo, po mojem mnenju tudi zelo dobro, je to, da so razlike med regijami razmeroma majhne. Recimo pri matematiki je povprečna razlika vseh teh petih med regijo, ki je najbolj, pa tista, ki je najmanj uspešna, približno 10 odstotnih točk. Pri slovenščini pa 6 samo. To se pravi, če rečemo 100 točki na razpolago, povprečje je 50, potem je Podravska regija da leta 5,6 imela rezultat 2,50 minus 2,7 strani, 47,3. To je praktično ena naloga v preizkusu. To je izredno naloga. In pri matematiki imamo ves čas take majhne razlike, morda zaradi leti tudi nekoliko padajo. Pri slovenščini, kjer je ta razlika povprečna, torej med prvim in zadnjim, je pa okrog 6, so pa te razlike še manjše. To pomeni ta dejstvo, da je 11. mesto, se nekako slabo sliši, ampak če gledamo podatke same in kakšne so razlike med regijami, pa ta zaostanek sploh ni kaj posebnega. Ampak, če damo za primerjavo recimo smučarje, če nek smučar premaga drugega za 1 stotinko sekunde, bomo rekli, da je to slučaj. In če zaostane ena regija za 5 točki od 100 možnih, je verjetno tudi slučaj. Ampak, če ta smučar 10-krat zmaga, z 1 stotinko sekunde rečemo, a to pa ni več slučaj, kot je zadnje, da je verjetno nek sistematičen dejavnik. Znanje v Podravski regiji ne moramo reči, da je bistveno pomembno slabše od slovenskega, je pa toliko slabše, da je očitno nekaj zadaj, ker ne dovoli regiji, da bi po slučaju skočila na povprečje. Na cokla nekje je naročna zavora v resnici je. Isto velja seveda za pomorsko regijo. To je vprašanje, kje je to. In upozorilo ti podatki, ki jih nacionalno preverjanje znanje daje, niti za regije, niti za šole, sami po sebi ne povedo, kako kakovostno te šole ali regije delajo. Zaradi drugih dejavnikov je lahko rezultat slabši, kakovost poučevanja pa lahko v Podravski regiji enaka ali boljša od kakšne druge regije. Na drugi strani imamo zanimiv pojav, je pa Goriška regija. Goriška regija je praktično vseh teh 6 let na prvem ali drugem mestu, pa ni s socialno-ekonomskimi dejavniki najbolj podprta. Zakaj so oni tam, to tudi ne more biti več slučaj. Prvo pa enkrat slučaj, ne pa 10-krat, ali nekaj v tem letu programa, razen gazbeno odboje že preverjamo. Kaj bi lahko bil ta sistematičen dejavnik, ena od možnosti seveda je ta, da gre za socialno-ekonomske dejavnike. In to je tudi ena od stvari, ki se jih je dobro zavedati, to je, da znanje tega učenja aktivitet, ker recimo imajo na koncu srednje šole, so posledica mnogih dejavnikov in šola in kakovost pouka v šoli je samo eden od teh dejavnikov. Verjetno so še eni drugi in kot vemo, so socialno-ekonomski dejavniki eni tistih, ki pomembno vplivajo na to, kakšno bo znanje. S tem v zvezi se mi zdijo pomembni podatki, ki jih imamo iz TIMSA 2007 in za katere mislim, da bi morali
veliko bolj skrbeti, kot pa ti, o kateri smo zdaj slišali. To je podatek, da je pri nas razlika med učenci, ki prihajajo iz bolj ugodnega naklonjenega okolja, pa med tistimi, ki izhajajo iz manj naklonjenega okolja, pomembno večja kot v primerljivih državah. To pomeni direktno povedano, naš vzgojno-izobraževalni sistem je krivičen in ne pomaga tistim, ki vstopajo vam slabšimi možnosti. To ni slaba stvar za Podravsko regijo, to je slaba stvar za Slovenijo in če so to razlogi, ki pomagajo Pomurske regije, da je bolj zadaj, potem to ni problem Pomurske regije, da je to problem vseh učencev v celotni Sloveniji, ki so pač v takem položaju. In tem vsem bi bilo treba pomagati, tako ali drugače pač tako skori. Zdaj seveda, kaj napraviti, kje so rešitve. Meni se zdi zanimivo tole, ker je OECD na 98 leta, ko so delali na tako analizo, pri nas povedal, mislim, da so to zelo pametni predlogi, da se z njimi tudi zelo strinjal, rekli so, potrebno je decentralizirati sistem, vi imate v Sloveniji, imate centraliziran sistem in tudi za reformo takrat na kurikularno prenovo so povedali, da je preveč centralno vodena bila decentralizirati sistem, povečati avtonomijo šol, bistvene igralce glavne povezati med seboj in pa vsem, ki so vključeni v ta sistem, da te na dobre povratne informacije. To so vse reči, ki so na sistemske ravni pomembni. Jasno je nekaj, če hočemo karkoli spremeniti, recimo povečati bralno pismenost, potem in karkoli počnemo, šteje samo toliko, koliko se spremeni odnos povprečnega učitelja do povprečnega otroka v celotni Sloveniji. Samo to, kar se tam vidi, kar se tam tudi našteje, se ustavljajo takole, ko lahko pogovarjamo, pišemo in smo pametni. Tega učinka tam ni, potem nismo napravili nič. Revolucija se tudi meni zdi zelo nevarna, posebej še, mislim pa, da smo k njej nagnjeni, mi smo aktivisti, mi delamo na ta način, da si postavimo cilj in potem to mora biti. In mislim, da je tudi naša mentaliteta v teh stvarih nekaj narobe, ne skrbi samo prvo, pa drugo, pa tretje mesto, ostale stvari niso pomembne. Kar se bralne pismenosti tiče, na primer, nacionalno preverjanje znanja opozarja vseh 6 let, pri vseh predmetih, ki imamo enake podatke in jih ves čas sporočamo. Na prvi, drugi taksonomski stopnji nam gre kar dobro, na tretji taksonomski stopnji so težave. Bralna pismenost je problematična. Ampak zato se ne zmeni nihče, ko pride PISA 2009, aha, zdaj pa cirkus, zdaj je pa alarm, zdaj pa katastrofa. Tako da teh opozoril naših prej nihče ni slišal. Zdaj bi šel potem sklepo, da imamo kje težavo. Pravzaprav nas nič ne briga, kot naši učenci znajo, ampak ne smemo biti pa te zadnje, pa ne smemo biti podpovprečni. Tlej nekaj narobe zmišljeno. In če pogledate belo knjigo v uvod, tole tamalo, boste videli, kakšna cvetka se je zapisala avtorjem, da si moramo namreč za cilj postaviti, da smo vsaj v prvi tretjini najboljši. Veste, kaj pomeni beseda vsaj v prvi tretjini? Se pravi, to je minimum, s čemer smo lahko zadovoljni. Se pravi, tisto, s čemer bi bili pa res zadovoljni, je pa, da smo boljši od prve tretjine najboljši. Ne, to Finci so najboljši, nismo še nas te. Ne, torej revolucije ni možno napraviti in jaz ne vem, ali je bistveno samo to, ali je to prvo, ali je to drug, ali je to tret, ali je pravzaprav morda veliko bolj pomembno ukvarjati se s kakovostjo pouka, kaj pravzaprav to je in kaj se v šoli dogaja in kaj se tam lahko da spremeniti. Jasno je to, da se tako kot ste rekli že, nekaj lahko napravi šola, nekaj lahko napravi regija, recimo, in nekaj lahko napravi sistem. Če hočemo bistveno stvari dvigati, potem mora biti odgovor strani sistema. Sistem ustvarja najširše pogoje, v katerih lahko večina učiteljev napreduje, pa večina šol. Če sistem odpove, potem bojo pač nekateri učitelji lahko izboljšati nekatere šole, ampak to bojo vedeti.
Rešitev je nekje tam gor na vrh, ampak in je povezana s centralizacijo in avtonomijo šol, pa je kakšnega posebnega zaupanja v to, da se to lahko prilagodimo. Edina stvar, ki jo nekako v teh 4 točki imamo, je ta zadnja, to je nacionalno preverjanje znanja, ki je nastalo bolj pri slučaju in tudi ni bilo del enega projekta, ki bi pomagal, da se stvari premaknejo na bolje, ampak je pač nekdo se odločil, da bo to tako, pa smo da začeli kodirati in bi se dalo to zelo dobro uporabiti. Je pa vprašanje, kako so pa zdaj naprej to vrtelo, lahko da se bo tako, da bomo še to uničili, da imamo. To je ta nivo, sistemski, potem, če gremo na vzdolj, pa mislim, da je na nivoju šol velika težava v tem, da je zelo verjetno, ne upam reči prav natančno, ali pa odločno, da imamo probleme s strokovnim vodenjem šol. To se pravi, če šola hoče bolj samostojno funkcionirati, in to je v bistvu odgovor na vprašanje, kaj se da napraviti. Posamezna šola se mora ukvarjati s tem, kaj delamo, zakaj tako delamo, kako bi drugače delali. Če smo začeli drugače delati, ali so posledice take, kot smo predvidevali, in brez tega se ne moramo premakniti kamor. Ampak če hočemo to delati, mora vsaka šola imeti nekoga, ki je sposoben to v strokovnem smislu dobro voditi in koordinirati. Tukaj pa vprašanje, če imamo kakšno posebno moče, se bojim, da morda tudi ne. Kakorkoli spremenimo lahko bistveno stvari samo v daljšem časovnem obdobju, se misli, pa tudi 25-30 let prekvar in dosti veliko enotnost in konsens, kaj pravzaprav hočemo. Ne vem, če imamo kaj dosti možnosti, da se to zgodi. Jaz skoraj nekoliko zlobim, ampak tako je govoril o tem. Nimo glede tudi, pa še danes nismo slišali, ampak mogoče pa še bomo, kako nas je povprečja sram, in kako je treba vlagati v najboljše in največ in ne vem kaj. Ampak če hočemo mi na mednarodnih raziskavah malo poskočiti, prideti na vzgor, lahko napredujemo zgolj s povprečjem bolje. Če imamo 10% najbolj sposobnih tem pomagamo, bojo oni pač že kakšno točko prispevajo, ampak povprečjem nas pa dobro, če samo s povprečjem lahko tekmujemo in samo s povprečjem dobrim lahko ustvarjamo pogoje, v katero lahko pridejo potem ljudje, ki so strokovnjaki drugov, ker je okolje privlačno. Če se naučujemo iz povprečja, potem smo vladi na luknjac in ne bo kaj preveč uspešno. Hvala lepa. Ja, več kako.